Dober dan. Lep pozdrav. Lep pozdrav. V tem tednu pa praznujemo. Tako je. In ob tem sva rekla, da bova odgovorila, oziroma ti boš odgovoril, razmišljal samo na eno vprašanje. Kaj gradi državo? Ja, ob tem vprašanju se mi prebudi misel, kaj gradi hišo, ne? Kaj gradi stavbo, opeke. Ne? In vsaka opeka je na nek način zelo pomembna in dragocena. In če spodmakneš opeko, posebej če spodmakneš ključno opeko, lahko ogroziš celo stavbo. To pomeni, da ima vsak v tej državi svojo vrednost, svojo pomembnost. In da kot opeke sodelujejo pri hiši, da vsa stavba varno stoji, tako je za državo tudi sila pomembno, da znamo med seboj sodelovati. Da je vsak državljan ovrednoten v tistem poslanstvu, ki ga opravlja. So kmetje, so učitelji, so duhovniki, so zdravniki, toliko tega je, kar preprosto potrebujemo v medsebojnem sodelovanju in dopolnjevanju, v medsebojnem spoštovanju. Da slehernika spoštuje in ve, da ni bolj ali manj vrednih, ampak da je vsak najbolj vreden in najbolj dragocen v izvirnosti svoje osebnosti in v izvirnosti, pomembnosti svojega poslanstva. Ne? Tu se mi zdi, da na nek način spodnašamo stabilnost stavbe, če spodnašamo vrednost posameznika. Ne? Vsakega ovrednotiti, vsakemu dati vrednost, vsak se mora v tem našem skupnem domu počutiti doma. Ne? Tako rad razmišljam, ne, ko govorimo o ekonomiji neke družbe, da je pravzaprav ekonomija odkrivanje zakonov, zakonitosti, zaradi katerih se vsi počutimo doma. Tako ljudje, kot seveda vse, kar nam je dano za obnebje bivanja. Da spoštujemo tudi reke, vode, da spoštujemo zrak, da spoštujemo naravo, da spoštujemo našo mamo, ki nas hrani, našo mamo, ki je ograjena pač z ograjo, če rečemo temu meje, našega vrtička, naše domovine, da smo za to hvaležni. In da res še enkrat odkrivamo tiste zakonitosti, zaradi katerih se lahko počutijo v tej domovini vsi domače. Domovina je dom in v njej mora biti domačnost. In seveda tisti, ki so družbeno izpostavljeni kot skrbniki javnega blagra, rečemo jim politiki, tisti pravzaprav morajo res uzakonjati tiste zakone, zaradi katerih se potem lahko počutimo domače in pa prijetno. In to je en velik izziv in eno veliko poslanstvo vseh tistih, ki so se izpostavili, da bodo za to skrbeli in poskrbeli, in zgodovina jih bo presodila ravno po tej njihovi skrbi. Skrbi za sodelovanje, za dopolnjevanje, ne za razslojevanje. Ker mi nismo na nogometni tekmi, kjer bi imeli dva kluba, dve strani in bi potem navijali za eno ali pa drugo stran. Domovina ni nogometno igrišče razslojevanja in ne hotenja komorkoli, da bi zmagal. Vsak mora zmagati v tistem poslanstvu, vsak mora biti ovrednoten, vsak mora dobiti tisto polno ceno. In to se mi zdi, da je en velik izziv, posebej za trenutno vzdušje v Sloveniji, da res ozavestimo, da je domovina ena. Da naša raznolikost pomeni samo bogatstvo, dopolnjevanja, da moramo na nek način to raznolikost izkoristiti, kot je rekel Anton Trstenjak, kot temeljni kapital, zato da lahko napredujemo, rastemo, da lahko iz ujetosti preraščamo. Anton Trstenjak je tudi tak napisal v svojem narečju, vkup držmo je napisal. Ja, vkup držmo, raznoliki, pestri, tudi po narečjih, po značajih, po nadarjenostih, kup držimo, skupaj dajmo to, kar je dragoceno, za skupne cilje. Enotnost dejansko
ne izključuje raznolikosti, ampak jo prav potrebuje zato, da dosežemo tisto, kar je za skupno dobro. In kaj bi zaželel vsem nam? Kaj bi zaželel, da bi, vedno se začne pri sebi, ne? Da bi sebe prepoznal in ovrednotil v svoji izvirnosti, v svoji drugačnosti, da ne bi bil ob tem ogrožen, ampak da bi vedel, da si dragocen ravno kot original, ne? Da si zamislite, da bi imeli v neki galeriji samo eno fotokopirano sliko, ne? Ne, bogatstvo v galeriji je raznoliko slik in to polni obnebje tiste galerije bi rekel, s tistim s kulturnim presežkom. Ne. Tudi mi, ne, da se najprej vzaš, jaz sem original, jaz imam recimo tu, pa tu so moji talenti, pa bi pa pomislil, tu pa rabim drugega, ne. Da bi vsak od nas to ozavestil osebno vrednost in poslanstvo in pomembnost tega in pomislil, tu pa potrebujem drugega. Ne. In ko bomo šli v to logiko, ko bomo ob te misli, tu pa potrebujem drugega, ugotovili, da je drugi v drugačnosti zame dopolnjujoča priložnost, ne? In če bi znali to vsi pomisliti, ker bi nas k temu vzgajali, ker ne bi več igrali igric med dvema ognjema, ampak bi vadili glasbo, ples, ne? Potem bi ugotovili, kako smo neizmerna priložnost za ta čas in prostor, da je res brezsmiselno, da se med seboj delimo, ampak da je dejansko tisto, po čemer se razlikujemo, drug za drugega priložnost, da prerašča svoje misli, da se res gradi ena skupnost, v kateri je ta pravo bogatstvo, ker je toliko vrednih misli dano kot tisto, zaradi česar dosegamo višje skupne cilje. Osebno, skupno, za našo domovino in v naši domovini. In to naj bo naša naloga in naše poslanstvo za naprej. Ne pozabiti, vreden si v izvirnosti. Drugačnost ne pomeni, da moraš izključevati druge. Ni razloga za ogroženost, ampak je razlog za zanimivost, je razlog, da vstopamo v obnebje drug drugega in se povezujemo s tistim, kar bo povezovalo narod in ga bogatilo. In lep praznik in lepo praznovanje želi vas Škalskega vrha. Lep praznik, srečno.